Torej, danes proslavljamo 50. Zoom kavico, čeprav je, mislim, da je že 53. Lahko bi bila tudi 60. glede na to, da ima stvari imajo zgodovino, ničesar ni, pač zmeraj je nekaj, v zgodovini zmeraj nekaj prej, jaz imam zelo precej treme, lahko priznam, da na nobeni od teh kavic nisem imel toliko treme, ko imam zdajle, sploh, ker sta mi, bi rekel, zbolela moja prijatelja, znanca Aksinija pa Jernej Kuntner. Sem pa vesel, da ste vi tukaj, moji Velenjčani iz centra, kako se že uradno rečete, vidim, iz centra, no ja, centra za usposabljanje in vzgojo, kako je že. Torej, predno pa začnemo s pogovorom, sem se jaz odločil, da se bom parim ljudem zahvalil za to, da so me potunkali v to stvar in mečkem prosim za pozornost, pa bi šel kar takole malo po vrsti. Evo, Brigita, tale vrtnica je zate. Brigita je bila tista, ki se je spomnila to Zoom kavico delati in ko sem prišel nazaj po naj povem, da je bilo to tako, ko sem jaz bil doma, ko je bila tista korona, dvomesečno zaprtje, je žena preko Zooma učila in si mi je mogel pomagati, za neko, veš kaj, draga moja, mene tale tvoj Zoom sploh nič ne briga. In ko sem prišel nazaj, je Brigita rekla, mi bi imeli pa tele Zoome, pa bi bilo fajn, če bi ti vodil. Tako da, Brigita, tole je maščevanje, ki si me potunkala. Naslednja je Nastja. Vse so nobenemu nisem povedal, Nastja je šefica, pač je spadam pod mrežo in ima tudi ideje in me podpira in tako naprej in si zaslužijo. Naslednji, brez katerega si ne morem zamisliti Zoom kavice, je Rok. Roki, tole je zate. Rok je tehnik, deklica za vse in pravzaprav brez Roka to ne bi bilo. No, tole je pa inspiracija za moje šefe. Brez šefov nikoli ne gre, a ne? Jaz sem zelo vesel, da me podpirata pri tej zadevi in predvsem to pa, da se ne vtikata v moje delo. Evo, Matej, tole je za vas eno belo vino, inspiracija za nadaljnja sodelovanja. Evo. Hvala lepa in upam, da boš zraven še pri kakšnem jubileju teh naših kavic. Upajmo, ja. Štefan, evo, tole je pa zate. Hvala lepa. Evo. Ti imaš pa črno. Ja, tako, ne, tako. Ja, pa še eno bom podelil, ne. Nika, tole je pa zate. Nika, ljudje so mi rekli, vse, ko ti bo zmanjkalo kavic, pa ti bomo mi pomagali po ono tretje, ampak teh kavic nič ne manjka. Nika je pa začela sodelovati, je zelo vedoželjna, preganja me. Nika, tole ti pa dam predno se skregava. Hvala. To je vrtnica navdiha za prihodnost. Tako, hvala vsem skupaj, zdaj bi pa začeli. Današnji gost je pravzaprav knjiga, ker smo pač v knjižnici in je seveda gost je knjiga. In to je knjiga lahkega branja, se bomo malo več povedali o tem, ki je nekaj posebnega. Jaz se spomnim, pred enimi 20 leti je, mislim, da je Slovenj Gradca, Risa, ta je že, center je izdala eno revijo, kaj je bila že 20 minut, kako je bila, ti veš. Kako?
časopis 20 minut. Ne? No in je ta časopis prišel do mene in sem bil presenečen, ker je moj prijatelj Andrej Makuc je bil lektor iz Slovenj Gradca. In potem sem ga nekaj let sem ga dobival, pa je nekaj zgleda prenehal izhajati. Ne? No, iz tega je potem nastalo eno veliko gibanje, ki je danes pripeljalo do tega, da imamo mi Zoom kavico. Ne? In pripeljalo je tudi do tega, da je Jernej Kuntner napisal drugo svojo knjigo. Jernej, se slišiva? Yes. No, dajmo en aplavz za Jerneja. Jernej, meni je strašno žal, da nisi tukaj, tako da, ker sem si prav želel, da naredimo 50. kavico s teboj, ko je Aksinija predlagala to zadevo. Ne? Žal so pač stvari take. Ne? Res je, tudi jaz sem se neznansko veselil, v teatru so mi že pred enim mesecem sporočili, da sem frej takrat in da lahko imam to predstavitev, da nimam nobene predstave in poglejte, še včeraj sem popoldne me začeli nekaj šraubati, ne, če tako gremo malo, ne to glih v detajle, ne. In sem pol zaslutil, sem rekel, ne, to sem imel prejšnji teden, kako se bi lahko ponovi. In se mi je točno ponovil. Tako da imam danes še tudi doktorja potem, da vidim, ali se je to ponovil virus ali bakterija ali pa kaj drugega, ne vem. No, sej bo. Sej bo, Jernej, mi ti želimo zdravja, pa bomo enkrat pa res se v živo srečali, ne? Absolutno, absolutno. Okay, no, Aksinija, ti imaš pa COVID bojda, ne? Ne vem, še čakamo na rezultate, ampak slišati se zelo slabo, no. Slišati se zelo slabo. Upam, da ne tudi tako slabo videti, no. Je res, ja. Dobar, ok. Zdaj, jaz bom malo na kratko Jerneja predstavil. Z nami je pa seveda še Ina Sulič, moja znanka, z Ino sva že kar nekaj časa sodelujeva. Z Ino sem se spoznal pravzaprav najprej indirektno v Kopru, ko sem gledal eno razstavo njenih tipank v knjižnici. Žal so bile tam zaprte v neki vitrini, in sem si prav pol zaželel, da bi bilo pa tudi tukaj pri nas v knjižnici, ker imamo pač ta prostor. In seveda sva naredila razstavo tukaj, tista razstava je potem šla v Šoštanj in potem v galeriji, mestni galeriji v Šoštanju smo imela zadevo in pa v Niko Ignatič v Celju. Potem pa še zdaj je bilo pa še tudi v Pokrajinskem muzeju, je bila še tudi. No, tako da to je kar ena potujoča razstava, ki je pa Ina potem razstalala oziroma dala centru, pa še kam, ne? Tako. No, kaj poveš? Potem igrače smo podarili, v veliki večini centru Iris, ampak tudi nekaj je šlo na Portorož, pa nekaj v Velenje tudi, tako da skušamo, da podarimo malo vsem. To delajo tvoji sodelavci pri te igrače, delajo tvoji sodelavci v zaporih, bomo rekli, ampak ti si zaposlena v eni italijanski šoli, Pier Paolo Vergerio il Vecchio, ja. Tako, mi smo vzpostavili to sodelovanje in ta projekt, moram se zahvaliti ravnateljici, ki je podprla ta projekt. No, se ravnateljica je tukaj, a ne? Ja, je tukaj z nami. Tako da imamo zdaj že 3. leto, ki poteka ta projekt na šoli, istočasno, torej sporedno poteka tudi v zaporu, torej delujejo 2 skupine. Ena so naše učiteljice in učitelji v šoli, nas je ponavadi tam od 10 do 13, ki izdelujemo igrače in tipanke. Vzporedno pa poteka še skupina in delo v zaporu, letos z obsojenci, leta prej s priporniki, tam pa različno, manjše skupine, recimo od 5 do 8 obsojencev. Z nami je pa tudi Žiga Starc. Žiga, kje si? Aha, no, Žigo sem iskal, da bi kakšne podatke o njem, ampak Žiga, o tebi nisem nič našel. A bi prišel malo bliže sem, pa ti bomo dali mikrofon, pa boš malo povedal,
Katjale se usedi. Evo, pa boš še malo povedal, kako si ti prišel zraven pri tej knjigi. Se slišimo? Ja. Torej, jaz z Aksinijo se poznava že kar nekaj let in me je poklicala, če bi bil pripravljen delati na tej tipanici. Problem se je v bistvu samo začel s tem, kako bomo mi te polžje hišice, ki so prevelike za samo tipanico, kako jih bomo dali noter. In s tem sem jaz potem prišel noter, razvil same hišice, polžje in vse to. Ti se drugače ukvarjaš s čim? Delam pa na Akademiji za vizualne umetnosti v Ljubljani, tlele na Trubarjevi. Sem tam kot tehnik, deklica za vse, pa hkrati tudi tehnična podpora za študente pri izvedbi projektov in takih zadev. Super. Aksinija, daj mi ti povej, kako je prišlo do te knjige. Vem, da Jernej mi je rekel, da je on je napisal en tekst, on je napisal en tekst in ga je hotel izdati, zdaj pa potem ni dobil založnika, kako je že bilo, se to bo pol še Jernej povedal, pa nekako prišel s tabo stik in ste ga bolj prepričali, da je to, ne? Najprej lep pozdrav vsem skupaj, oprostite zaradi tega glasu, upam, da bo jutri bolje. To je cela zgodba, ki jo bo zelo hitro povzela, da se ne boste mučili z poslušanjem, ampak mi smo bili pred nekaj leti na Švedskem, tam imajo agencijo za dostopne medije in pa dve veliki založbi, kjer izdajajo lahko berljive knjige. To pomeni, da so prilagojene ljudem, ki imajo težave z branjem. In potem sem jaz vprašala tako zelo radovedno, koliko jim pa plačajo pisateljem, da pišejo te lahko berljive knjige. In so se začeli smeti in so rekli, kaj plačamo. Oni so ponosni, da lahko to delajo in sicer imamo najbolj uveljavljene švedske pisatelje. Wow, sem rekla tako. Sem prišla domov, sem iskala koga, ki bi od uveljavljenih pisateljev, da bi to tudi kaj se potrudil pa napisal. Javil se je edino Jernej Kundner, on ima za sabo slikanico Krte Kalbin in je rekel, no, bomo pa skupaj to napisali in dejansko je prilagodil potem to besedilo, ki je bilo že narejeno, to, kar si rekel Dušan, v lahko branje. Jaz sem mu malce pomagala, ker lahko branje je težko pisanje, to moramo vedeti. In nekako sva skupaj naredila eno tako skrajšano varianto, dve varianti, no, ampak zelo pomembni so pa tukaj testni bralci, ne. Mi zmeraj rečemo, nič o ljudeh s posebnimi potrebami brez njih in sem jaz zelo hvaležna, da so danes tamle pri vas v dvorani, jaz jih pa ne moram žal posebno pozdraviti, ampak oni so kar dali veliko teh pripomb, ki so bile zelo koristne, ne, Jernej. Tako da je nastala krasna knjiga, no pa še pohvalim še Žiga, ker je pa res se potrudil s temi ilustracijami. Pri tipankah imamo mi dvoje, ne, imamo tipne ilustracije pa besedilo. In Žiga je moral izumiti, dobesedno izumiti material, ki bi spominjal na to spolzko ali pa mehko polževo telo. In to je bilo pa zelo komplicirano, pa zelo drago, tako da bomo videli, kako bomo zdaj naprej. Če ste kje sponzorji, prosim, da me poslušate in da se mi kar tako javite. Ne? Tako. Toliko, no, da ne škripam naprej. Okay. Jernej, evo zdaj pa beseda tvoja. A je težko bilo takole zdaj čakati, da se bomo pa lotili tvoje knjige? Ja, ne, vesel sem, lahko mogoče sam za začetek izrabim res to, da pozdravim vse tebe, da pozdravim Ino, da pozdravim Žigata, ki mi je zelo žal, da ga nisem mogel zdaj osebno spoznati, ampak verjamem, da bo priložnost. Pa seveda ne smem pozabiti tudi na vse testne bralce, ki so in še tega enega dečka tlele s črno masko, ki je pa tvoj šef. Mojega prijatelja starega, tako da pozdravljam najprej vse. Pa bi pa zdaj se lotil razlage. Ja, tako. Dej, ti si, jaz pravzaprav moram priznati, jaz te poznam kot Pšemeka, pa Merkatorija. Naj povem, da si pač gledališki igralec, umetnik, režiser, dobro, zdaj si pisatelj.
To me je presenetilo, ampak vse to glede na to, da igralci ste v bistvu, niste samo, da ste kreativni ljudje, pravzaprav to ni nič kaj, bi rekel, novega. Saj v bistvu ima vsak svoj neki handicap, tako da... Rodil si se v Ljubljani, potem si naredil akademijo za gledališče, zaposel si bil v mestnem gledališču v Ljubljanskem, od 95. leta do 2001, potem si bil svobodnjak, še prav čas si potem se pa spravil ker zdaj je za svobodnjake je verjetno malo težek čas, pa si se prav čas spravil v Lutkovno gledališče. A sem še kaj pozabil? Ne, mogoče eno stopnjo vmes, 2006 se je ustanovil novo gledališče Gomelj, gledališče za otroke in mlade. Profesionalno gledališče prav samo za otroke in mlade, ne lutkovno, ampak igrano, dramske predstave v Mostah. No, potem smo to 3 leta bili, pa so nas pa 2009-2010 so nas v bistvu pol združili z lutkovnim, tako da mi imamo zdaj, jaz sem že od 2010 pol v lutkovnem, in imamo 2 programa, lutke in dramski, znotraj lutkovnega gledališča. Pač ime je ostalo isto, ker niso čutili nobene potrebe, da bi se ime spreminjal. Mi smo imeli ene lepe predloge, recimo gledališče Martin Krpan, ki iz lutkovnega vsako uro pride ven tist Krpan pa Kobilica, in bi lahko bilo GMK, gledališče Martin Krpan, v katerem je lutkovno in dramsko, ampak ni bilo posluha. Aha, to je bilo takrat, to je takrat bilo, kot so hoteli Šentjakobsko gledališče seliti v Moste in se je bilo šlo zdaj. Istočasno. Ja, to je bil tisti problem. Ampak moram jaz povedati, da seveda Šentjakobci, kakorkoli se pol zdaj marsikdo strinja po teh dolgih letih, so takrat res veliko napako naredili. Oni so hoteli nas vršiti, njih pa v španske borce. In oni bi imeli svoj oder, vse prostor in oni niso hoteli iti, to pač to ni bilo, pač niso razumeli, da bo mogoče to bi bilo zdaj glede na to, kakršno stanje imajo oni, bi bilo boljše. Oni imajo zdaj tam eno stanovanje, ki je neko improvizirano in potem gostujejo na Šentjakobskem odru lutkovnega gledališča. Eno popolno nerazumevanje kulture je bilo takrat in se je naredila ena velika zmeda. Ok, pa bomo že to preživeli. Skratka, dobro, tudi filmski igralec, sploh to, kot sem rekel, Franco Mercatori pa Šemek, to je res legendarno. To je po mojem, to še zdaj ki na ulici kdo reče, gre Mercatorija, pa v Mercator, ko greš, verjetno ti dajo popust. Ja. Mercator je vprašal, a hočete, da vas tožimo? Tako so bili inteligentni takrat, leta 99. Ja, ok. Krtek Albina, je bila tvoja prva knjiga. Ja. To je v bistvu slikanica, Ja. Zdaj, stvar se je pač tako, jaz imam zdaj že velike otroke, 22 pa 27, se pravi, toliko in toliko let nazaj, jaz sem veliko vedno delal in sem bil utrujen, nekako se mi ni dal brati in sem nekako začel si izmišljati zgodbice, ker to improvizacija mi je pa vedno kar v redu šla. In sem nekako, pa so mi doma rekli, pa žena rekla, pa tam foter, pa mat, pa vsi, ki smo tako malo, pa je pa oče povedal to zgodbo, pa so rekli, pa daj zapiš te ideje. Sem nekako zapisal, najprej je bil Rok že, da je tako da imam Rokovo pisavo, ker smo neke sinopsise pisali, kasneje Rok prerasel, imam tudi en Linin zvezek, v katerem so neki sinopsisi pisani z njeno pisavo. Tako da, potem se je v bistvu pa rodil ta Krtek Albin kot, bi rekel, prva knjigica. In če grem čist nazaj, to je bilo recimo 2006, smo mislili, da bi že z Didakto to naredili in Didakta je bila pripravljena. In tudi želel sem si pa, da bi bila ilustratorka Jelka Reichman. In sem jo pokontaktiral in je rekla tako, ja. Tako je bila je rekla, jaz to pa mi to krasno, tudi zgodbico prebrala, perfekten. Imam sicer veliko dela, tako da se je pol tako išlo. Jaz nisem kaj dosti živ, ker se mi pač to ni mudil, ker sem rekel, ko bo.
Enkrat, dvakrat na let smo jo poklicali in je minil 4 leta. In sem jaz pol rekel, takrat, prav dobro se spomnim, sem jo poklical, pa je imela res pol neke težave, ne bom govoril, to pa tret, pa četat. Pa sem rekel, sam veste kaj, sam to vam povem, med tem časom je en otrok končal gimnazijo. In je kar onemela. In pa sem se seveda tako sporazumno razšla. Se rekel, jaz bi raje to hitro izdal, pa mogoče kdaj v prihodnosti svet se bo še vrtel. No, tako da potem smo dobili pa to eno mlado Nano Homovec, ki je pol to narisala in spet se je spet malo vleklo in je pol 2014 se je išlo, no, da smo to ta prvo Beli krtek Albin izdali. Pol pa grem naprej ali... Ja, ker, izvoli, ker, beseda je tvoja. Ja, no pa se je pa začelo tako, da sem jaz v bistvu ob vseh teh delih vseeno otroci mi že zrasel pa to in pa sem začel gledati naprej te in so bili neki momenti, eno poletje, ki sem to pol tega hitrega počasneta, tega polška, ki se dogaja tam pri nas, ki ima pri Horjulu en vikend, ima fotel eno brunarco in se seveda Lipelca je tam, tisti lokalni del se imenuje, no, to je tudi pol tle v tej knjigici, je tudi še ostane Lipelca. Skratka, nekako vezano je bilo vse na tisti prostor, kamor smo hodili velikrat in z otroci in tako, no in pa sem to sestavil. In spet je bilo nekako, to se je pa pol zgodilo z didakto, to je bilo pa tako, da pač tudi neki so bili malo eni težki časi vmes, ta kriza pol neki, ali kaj je bilo post, saj ne vem, no, skratka, no. No in pa kar naenkrat mi pa prav, vse to je zgodba, ki mogoče je sam za naše ušesa. Mi prav, Rudi Zaman, ti, zdaj, veš kaj, sem dal pa prebrati tole knjigico tvojo enim testnim ljudem, tako profesorca, pa ne vem kva, pa daj mi nekaj drugega napiš, no. Kako pa, če se dogovarjava že leta, kako zdaj nekaj drugega mi napiš? Ja, veš, ni bilo nekako najbolj sprejet, celo en komentar je bil, da je šovinistična knjiga, in pa sem jaz rekel, daj, pa če ti to rečeš, in če ti to upaš si naprej govoriti, pa sploh ne moramo sodelovati, ker v nekem tem prebojenskem vzdušju, da se išče dlaka v jajcu, kjer je ni, sem rekel, to pa ne moramo. Tako da istočasno nekje so prišla pol za Ksinijo in je bila roka tako, ideja, to, ona polna idej vedno, Ksinija vedno polna novih stvari in seveda se je pol to poklapali, jaz sem bil kar prizadet, sem mi to povedal, ona ni mogla verjeti, da je to res, ker je že prebrala to pravljico. Skratka, in je ona že imela pol idejo, kaj pa če bi mi to, pa Tipanko, pa Libro Tatile, pa vse drugo je zgodovina, a ne Ina. Z Ksinijo je nevarno sodelovati, ne? To je sama akcija. Ja, no, ampak radi sodelujemo z njo. Veš, kaj me zanima, koliko se je pa, recimo to lahko branje so 4 stopnje, ne, Ina? Kako so te stopnje razdeljene? Zdaj mi to Tipanko, v bistvu potem smo, za Ksinijo smo želeli narediti 3. in 4. stopnjo lahkega branja, ne? Ampak potem, hvala pomoči tudi centra Velenje, hvala, res. Smo gotovili, v bistvu smo naredili kratko verzijo in dolgo verzijo Tipanke. Ta kratka ima 10 strani, ta dolga 15. In nekako potem smo gotovili, hvala pomoči nasvetom in strokovnjakov v Velenju, hvala, da v bistvu ta naša Tipanka sta obe Tipanke 3. stopnje lahkega branja, ne. Ampak ena je malček bolj nadgrajena z ilustracijami, torej smo dodali druge dodatne ilustracije. Želeli pa smo si s to Tipanko, kot smo to že nekaj povedali, do zdaj smo z Ksinijo vedno super in lepo sodelovali in hvala Ksinija, tako. Želeli smo nagraditi to Tipanko, da ne bi bila recimo prilagojena samo za slepe in slabovidne, zato smo se potem odločili, da jo bomo še prilagodili za lahko branje in za dislektike. Tako da smo želeli narediti nekaj več in hvala seveda tudi Jerneju, ki je napisal zgodbo za to Tipanko. Tako da kasneje verjetno kaj več bojo pa otroci povedali, kako je bilo. Tako, sej vam dali počasi besedo. Ja, in bomo dali počasi besedo. Jaz bi sam še Jerneja vprašal,
kako je pa to težko zdaj, bi rekel, mi smo navajeni raznih pridevnikov, samostalnikov, v tej knjige so pa v bistvu, bom rekel, uropanih vse teh stvari. Koliko ti je bilo pa to težko skrajšati oziroma napisati, a ne? Mislim, to je problem, ne? Ja, seveda je. Spet se moram seveda zahvaliti Aksini in vsem, in Centru Risa in vsem, ki se ukvarjajo z lahkim branjem, da so me že pred leti, zdaj pa moram prav, zdaj pa niti nimam datuma, kjer let je to bil. A ti kaj veš mogoče, Aksinja? 2014? Mislim, da je bilo 2018, nekaj takega. Ja. No, so me povabili in sem postal tudi ambasador lahkega branja. Sodeloval sem pri enih takih delavnicah in vse in takrat sem se začel spoznavati. In moram reči, da sem res cenim to, kako se ukvarjajo te punce in vsi seveda zdaj, od Aksinje in seveda vsi tem, ki so to ustanavljali tudi, ne. Kako se to zares ukvarjajo, ker namreč jaz sem hotel včasih kar mogoče vmes kakšno krajšnico in so kar ustavile punce, ne, čak to pa ne gre tako, mora biti po pravilu, po PS-u, ne. Skratka, potem se je tokom tega časa, odkar sem jaz že ambasador, so se potem razvile te 4 stopnje, da so prav definirane, 1., 2., 3., 4. In sem seveda tudi to gledal po priročniku in vse. Tako da jaz, ko sem imel eno tisto predavanje, ko sem že bil ambasador, ampak sem pol testno bral tega hitrega počasneta in sem ga sam priredil, kar je tudi Aksinja rekla, daj ti zdaj priredi, pa bomo pa videli. In sem ga jaz priredil v neko lahko branje in je bilo to še zmeri vse prezakomplicirano, prepolno nekih besed, ki se jih ne sme uporabljati, ki se jih izogibamo, ki se pač ne sme, ne me prosim držati za besedo, ampak pač nisem znal sploh dobro prilagoditi in sem bil kar zavrnjen. Sem bil kar na tistem predavanju. Ja, vse to je, oprosti, vse to je komplicirano. Jaz sem malo pogledal tale pravila tega zadeve, mislim, to je nemogoče. Recimo, če čisto na hiter gledam, ne. Recimo pisave velikosti 14, dobro, velike ali male črke je pač odvisno od ljudi, a ne. Pisava ne sme imeti repov, se pravi Times New Roman ali kaj uporabljamo, ne sme biti, a ne. Potem besede se morajo ponavljati, isto besedo za isto stvar, nobenih kratic, nobenih okrajšav, previdno pri zaimkih in pomajševalnicah, vsak stavek v svoji besedi, besede ne delimo, prispodob ne smemo, pisati se morajo trdilni povedi in tvornem načinu, potem števila pišemo v glavnem z besedo, a ne. Večmestna števila se običajno, če imaš število, ne vem, 2 milijona 526, napišeš več kot 2 milijona, a ne. Potem poravnava je na levo in tako naprej, brez narekovajev. Mislim, vse to je, a sem še kaj pozabil povedati, Aksinja, vse to je težko, ne? Ja, mislim, da je Aksinja še z nami, ali ne? Ja, no, ok, no pa ti povej, ja. Ja, ne, skratka, to je res ena zakomplicirana stvar, poleg tega, da so to zdaj definirali ta pravila, to je kasneje ratalo, tako da se je v bistvu sprintali, mislim, napisali in prej je bilo pa še tako, pač ne, to ne more biti tako in recimo jaz vam tukaj en del tega, kako je to v tem, bi rekel, nelahkem branju, kako je to, se sliši moja knjigica, mogoče sem par stavkov. No, daj, potem bomo pa tukaj dali centru, da bo še oni prebrali. Tako je bilo težko meni ta tekst, ki je recimo bil tak, skrčiti, pravzaprav na tok bi ga moral, ne. Jaz sem ga pa recimo iztok na tok in je bilo še preveč, še da je to, še preveč, ne. Jernej, poslušaj, s lepimi se pogovarjaš med drugim, tako da tok pa tok, to ne pomeni nič, ne. Govori o centimetrih. No, pa bom pa rekel centimetri, oziroma bom povedal, no, jaz imam recimo melono imamo, lubenico, ne, in oni so hoteli, da jaz to skrčim na eno malo, recimo, idaret jabolko, ne. Tako rečemo. In jaz sem pa skrčil recimo na eno dinjo, ne vem na kaj, na uno. Ne, mora biti jabček.
In potem sem šel, ne vem, sem naredil jabček kaj so velika, ta naša kakšna stara kmečka velika. Ne, mora biti tam manjše. Joj, in je res težko, ne? Res težko. No pa da mogoče sam na hiter ta prvi 2 stavka 3. Tako se začne. Zelena mušnica je zelo strupena. Te ne smem jesti. In šel je rok naprej, počasi, zapolžka s hišico zelo počasi. Bil je resnično zelo, zelo počasen. Tako zelo, zelo, zelo počasen, da so ga vsi v Lipeljci klicali kar počasne. Bil je med vsemi polži v Lipeljci najpočasnejši. Recimo, to je moja in potem gre tako naprej, a ne da nastane lubenica. In potem je pa res hvala za pomoč in Aksinja in vsem, da smo mi to nekako spravili v to, kar imamo tukaj, to knjigico. In da je to strokovno kljubca. Ja, ker to je res, zunaj se malo gleda, to je cela znanost, v bistvu res. To je pač, hvala Bogu, da se je to začelo, ne, ker pravica do branja je to po Združenih narodih, v bistvu prav konvencija, ne, in je to res eno gibanje, ki je se nekaj začelo okrog, Aksinja, kje se je okrog leta 2000 se je to začelo, a ne? Boš ti malo več povedala. Ja, že v tujini prej, medtem ko pri nas pa počasneje, ker nekako niso prepoznali neke potrebe, potem zdaj imamo pa celo že ustavo v lahko berljivem načinu in se to zelo, zelo premika naprej, hvala Bogu. Ja, tudi ti imaš eno knjigo, ne, napisano si skupaj z centrom v Črni, ne? CUD v Črno. Ja, to je tista v ljubezni, ali kaj je že? Ja, to je pa zdaj taka zgodba, ne? Ker recimo odrasli z motnjo-duševnim razvojem Prepovedana ljubezen, branja. Ne, to ima a ne, ogenj je, ja. Cvetje in ogenj, ja. Tako, ja. V bistvu odrasli z motnjo-duševnim razvojem nimajo ničesar za brati, to je problem. Berejo lahko kakšne bolj enostavna besedila, kot so recimo pravljice, ampak se pravljice je super brati, ne me narobe razumeti, ampak če si star 50 let, bi pa mogoče še kaj drugega, ne. In zato smo skupaj zastavili zbirko Julija in Peter in smo zdaj že na 3. knjigi. Skupaj smo delali, ne, z uporabniki CUD v Črno. In drugače imajo pa tudi en roman, upam, da sta Mateja Meh in Ana Linasi tam, so tudi v njih naredili romane v lahkem branju za odrasle. Ljubezen, saj veste, saj to nas vse zanima, ne. Tako da se to razvija, hvala Bogu, in za odrasle in za otroke. Sreči, hvala vsem, ki ste vpleteni. Super, hvala. Zdaj bi naj kar prebere, ja. Maruša, kdo Maruša pove priimek? Boča. Ok, hvala. No, preberi Maruša nekaj, en odlomek. Rok iz kraja Lipeljca je bil zelo počasen polž, zato so ga imenovali počasne. Zaradi svoje počasnosti ni dobil nobene polžice, počasne tudi gobe ni našel. Ne, kaj pusti zdaj, pa vi povete malo o centru oziroma kako vi tam prilagajate oziroma berete stvari, kot smo želi tukaj. Ja, lepo pozdravljeni. Mi imamo lahko branje v okviru izbirnih vsebin in se vsak petek dobivamo za 3 ure in takrat delamo na to temo. Zdaj na zadnje, kar smo delali, se pravi, je bila zgodba Hitri počasne in mogoče kako je to potekalo, naj povejo kar tesni bralci sami, a ne? Smo tule se pogovarjali, kaj mi delamo takrat, ko delamo lahko branje in potem smo sestavili en tak zapis v lahkem branju seveda in ga bosta zdajle Maruša in Sanja prebrale. No, evo, Hvala. izvolite. Mi smo učenci 6. stopnje posebnega programa. Naša šola se imenuje Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. Na kratko CVIU Velenje. Mi smo najstarejši na naši šoli. Stari smo od 21 let do 26 let. Delamo lahko branje, veliko lahkega branja smo naredili.
Naša bivša sošolka Sabina Breznik je napisala 2 zgodbi v lahkem branju. Naslov prve zgodbe je Puran Peter in naslov druge zgodbe je Marango. Sošolci smo bili testni bralci, pomagali smo, da sta zgodbi bolj razumljivi. V lahko branje smo prevedli tudi zgodbo Zmaj Koronar in brošuro muzeja na gradu Velenje. Lahko branje smo delali tudi, ko smo imeli šolanje na daljavo. Lahko branje smo delali preko Zooma. Jaz in moji sošolci radi delamo lahko branje. Ko delamo lahko branje, se veliko pogovarjamo. Gledamo različne slike ali fotografije. Večkrat gremo na sprehod in si kaj pogledamo. Poslušamo učiteljice in sprašujemo, ko kaj ne razumemo. Gremo si različne igre. Rišemo, delamo na računalnik. Veliko ponavljamo. Veliko se naučimo. Pogosto se smejimo. Tako je bilo tudi, ko smo brali zgodbo Hitri in počasni. Bili smo testni bralci zgodbe Hitri in počasni. Mi smo pomagali, da je zgodba bolj razumljiva. To pomeni, da jo bodo lahko brali in razumeli vsi ljudje. Zgodba je super. Zgodba nam je zelo všeč. Všeč nam je, da si Poža podata repe. Žalostno je, da je bil Pož tako počasen, da ni mogel dobiti požici. Zgodba je zabavna, ker so Poža klica hitri. Pože so sicer počasi, kaj ne. Bravo, bravo. No, jaz sem zdaj tukaj najdel, sej mogoče mi še boste dopolnili, leposlovje, ki je prisotno oziroma prilagojeno, je Ivan Tavčar, Visoška kronika, William Shakespeare, Romeo in Julija, Franc Šaleški, Finžgar pod svobodnim soncem v 2 zvezkih, Aksinja, ja, to je Cvetje in ogenj, pa Žiga Špageti za punce Magnet, potem je Naše zgodbe, Aljoša Hacman, Zaklad pod hribom, Karolina Kolmanič in uporabniki VDC Murska Sobota, Tu je doma ljubezen in pa še vi ste pol rekli, ne, še. Tako da se to se kar razvija, ne, pa Jernej, ti še pa verjetno kaj pišeš, a ne? Ja, včeraj sem bil glih, tudi preden me je zašraubal popoldne, sem bil še v Kopru. Sem bil v Kopru in se dogovarjam z knjižnico, kjer smo seveda imeli predstavitev hitrega počasneta v Libro Tatile, tipnici, in smo takrat z to šefico, takrat ta mlado Tino, smo nekako dorekla in evo, zdaj se že pripravlja novo izdanje ene knjigice, te Srnice moje. Tako da to sem pa spisal. Imel sem te sinopsise, kot sem rekel, ne, Rokova pisava, Ocina, pa pol Linina pisava. No, mislim, da je ta še, ne, ta je že, mislim, da v Linini pisavi, ja. Da nisem pol vse sam iz tistih časov, malo starejših, da sem pol še malo mlajših časov, 4 leta pa pol. No, in pa sem to napisal med prvim lockdownom. Načeloma, takrat smo imeli tiste 2 meseca, smo imeli lepo vreme, srečo z vremenom, da si lahko bil zunaj, tisto, kaj je lahko bil, ne. In jaz sem takrat spisal to, no. Tako da je bilo takrat zelo bogato, kreativno in se je potem zdaj rodi ta, oziroma se rojeva, no. Mislim, da bo jeseni, ampak je na poti. No, super. Jaz bi zdaj še dal mogoče vam kako besedo, tukaj publika, če bi, se mislim, da je ura že toliko, da lahko prepustim besedo, a ne, še komu, če ima kdo vprašanje, imamo 2 mikrofona tukaj, tako da kdor želi kaj vprašati, naj dvigne roko. Dušan.
Izvoli. Prosim, lahko se jaz še javim? Nisem videl, veš, jaz sem zdaj malo drugače obrnjen, ne gledam, jaz gledam proti publiki, izvoli. Jaz bi še to omenila, kar smo mogoče pozabili, pa je zelo, zelo važno, da se zahvaljujemo Ini, ki je ves svoj kolektiv, pravzaprav ne bom rekla okužila, ker to se zdaj sploh ne govori, ampak nekako zakurila s svojim srcem, da so še ostali, predvsem ravnateljica Helena Maglica, da je bila za ta projekt, kot je že Ina omenila, potem pa še ostali, Sara in cel kup enih njenih kolegov, da so se lotili tega, da so začeli to delati in to popoldne v svojem prostem času. To je danes, ko gremo res na storilnost, nekaj izjemnega in jaz sem zelo vesela, pa seveda tudi obsojenci iz koprskih zaporov, jih je Ina čisto zašarmirala, tako da tako mi čakajo, da bo spet prišla s kakšnim novim izzivom in da bodo lahko lepili in delali in tako naprej. Tako da hvala res še enkrat vsem, ki smo res odlična ekipa in dobra sinergija in mislim, da bomo še veliko naredili skupaj. No, super, Aksinja, da si me spomnila. Mi imamo tukaj ravnateljico, pa bi jaz tudi mogoče še celo gospe ravnateljici dal malo besedo, pa Sari. Sara je tudi dobra sodelavka in tudi smo postavljali razstavo, pa bi mogoče kar obe tam na koncu bi dali mikrofon, pa naj povejo, kako je bilo, ko je Ina prišla, pa je rekla, mi bi pa nekaj delali. A ne, Ina, je bilo tako? Ja, tako. Si kar predstavljam, kako je Ina. Pozdrav vsem. Ina je prišla seveda leta 2019, ko sem jaz nastopila kot ravnateljica, gospa Aksinja tudi je prišla na naš sestanek, je predstavila razne projekte in mi smo z veseljem sprejeli. In gospa Aksinja, čakamo pa na nov izziv. Šolsko leto se bo malo končalo, ampak poletje pred nami, nove ideje in seveda september nov začetek. Sodelavci so navdušeni in kot je rekla prej gospa, delajo v popoldanskem času, veliko jih je, če se ne moti, jih 13. No, mi kot šola pa pomagamo finančno kot lahko z materijali in seveda sodelovanje in tudi s prisotnostjo na raznih predstavitvih. Res z veseljem sprejmemo vsako povabilo. Hvala še enkrat. Super, Sara, evo, zdaj pa beseda je tvoja. Zdaj pa prosim ti povej, kako je bilo, oziroma kako je sodelovati z Ino oziroma znotraj kolektiva. En lep dober dan vsem. Tukaj prisotnim pa tudi vniki so še doma. Z računalniki, kako naj rečem, ko je Ina predstavila projekt, mene je seveda potegnilo, ker že v osnovi sem želela študirati pedagogiko in delati z otroci s posebnimi potrebami, tako da prve tipanke, ki so bile narejene, nas je navdušilo, ker konec koncev učimo otroke in si želimo, da imajo vsi otroci iste priložnosti in dejansko projekti, ki jih zdaj izvajamo, v bistvu so še bolj široki in se veselimo. Za hitro, lahko branimo. Tako, ja. Tako da jaz sem navdušena in komaj čakam na naslednji projekt. Tako. A daš še ravnatelju tam besedo, da bo še on povedal, kaj pa to pomeni za njega oziroma za njegov zavod. Lep pozdrav v Velenje. Ja, lep pozdrav v Ljubljani. Mi se z veseljem odzovemo na vsa... Aha. Torej, če ne dobimo, bomo rekli, dela od zunaj, si ga sami ustvarimo. Ena naša skupina je tudi napisala s pomočjo mentoric roman v lahkem branju, Dom je tam, kjer je srce, ki ga nam je založilo Center za komunikacijo, sluh in govor v Portorožu, tako da mislim, da naši testni bralci tudi z veseljem sodelujejo in če oni radi sodelujejo, tudi jaz podpiram zadevo, mentorici sta sploh obe za, oziroma 4 imamo celo mentorice, v 2 delamo pač na različnih projektih. Tako da veselimo se, Jernej nove knjige, Aksinja nove knjige in pa Ina seveda za podporo. Ja, tako. V nove zmage. Super, hvala.
Sam še mogoče Žiga tebe še malo izzval. Povej, s kakimi problemi, prej si že nekaj omenil, iskanje materijala, ampak kako si razmišljal oziroma kakšne probleme si ti imel, kako so tebe te ženske, bom rekel, masirale, kako to more biti? Torej, problem je bil v tem, kako predstaviti te zelo naravne materijale in zelo tridimenzionalne kose v nek čim bolj ploščinski izraz. In s tem sem začel potem najprej s hišico, ker se mi je zdela lažje ravno zaradi tega, ker ni neke mehkobe, ampak je vseeno dovolj čvrsta zadeva. Sem izbral potem neko dvokomponentno maso, v katero prej seveda sem naredil matrico iz gline, kalupe in potem to maso vlival noter. Za polže je bil pa še večji problem, ker pač želimo pokazati to neko sluz, to mehkobo, ki jo ima polž. Tukaj je bila prva ideja, da bi to se naredilo iz silikona, zaradi tega, ker je pač podoben otip, ampak je bil pa problem, da večino silikonov, ki jih dobiš, ne moreš vlivati, ampak so zelo goste mase. Zato sem potem malo raziskave naredil in najdel silikon, ki je izredno mehak in dvokomponenten, prav tako in se ga lahko vliva. Tako da glaven problem je bil ravno to, trodimenzionalne velike kose prestaviti v neko bolj raven položaj. Tako nekako, zelo pomembno je bilo pa seveda, da se ohrani informacija, se pravi špirala na polžji hišici in pa tipalke oči na samem polžu. Tako je to potekalo. Se pravi, da je bil kar en velik izziv, ne? Ja, kar ja. Ok, super. Mi smo imeli potem drugi del izziva. In to? Ker potem je nastal problem, kako lepiti te polže v tipanko. Ker v bistvu nam je silikon, ta masa te polži, odbivalo vsa lepila. Tako da potem po dolgem iskanju in poskusih smo ugotovili, da je najbolje se zalepijo tej polži s sekundnim lepilom in to samo z eno vrsto sekundnega lepila. Ko smo ugotovili, kako bomo zalepili te polže, nastal potem dodaten problem, katerega še rešujemo. Kako zdaj narisati oči na polža, s čim? Ker tudi tu silikonu se odbija. Nekako najbolj obstojna se nam je zdela akrilna barva, ki pa s časoma se lušči. Tako da tu nismo še našli ene optimalne rešitve, jo še iščemo. Je tako, Aksinja? Ja, je tako. To je mogoče tista banalna stvar, ko imaš ti genialno zastavljeno zgodbo, genialno zastavljene tipne ilustracije, potem te pa lepilo zafrkne. To je pač ta usoda. Bomo zmagali. Sam se pravim, pravzaprav iščemo sponzorje, da bi lahko naredili še eno serijo in bi tudi potem malce drugače zastavili. Jaz imam zdaj idejo, da bi brajico tiskali na prozorno folijo, samo lepilno, zato ker ta silikon tudi pušča madeže na drugi strani. Tako da, lejte, razvija se, na koncu bomo pri 100. izvodu bomo že tako genialni, da bo cel svet hotel odkupiti to pravice od nas, te zadev. Ok, Jernej je bojda dvignil roko. Se upravičujem, se pravim, jaz gledam publiko, tako da... Ne, jaz sem v bistvu takole naredil Aksinji in se strinjam popolnoma in se zahvaljujem vsem in bravo, da ste rešili vse probleme. In Žiga in Aksinja. Kakor jaz vem, tamle je moja prijateljica Ifigenija. Ifigenija, ti si tudi upeta v ene zadeve. A te lahko izzovem, da malo poveš o teh, kako ti z svojimi ženskami določene zadeve? Najprej s tabo začele sodelovati ženske, so pol prišle, ti me zanimaš s svojim entuziazmom
za pomoč vsem, ki rabijo tako pomoč, za katero se mi niti ne zavedamo, ki vidimo ali pa tipamo ali pa slišimo. In dokler ne srečaš ljudi s težavami, se ne zavedaš, kako te težave res otežujejo življenje. No, jaz sem pa slučajno članica društva Innerville, ki je del Rotary kluba. Nisem zato tam, ker bi bila podjetnica ali ker bi bila bogata, ampak ker so mislili, da bom prinesla kakšno umetniško svežino noter in to poskušam kar naprej. In sem šla zato pogledati vašo razstavo igrač, ki je bila najbrž tik pred korono ali pa tako nekako. In sem bila popolnoma prevzeta od iznajdljivosti, kako igrače prilagoditi otroku, ki ne vidi vsega tega, kar vidijo drugi otroci, ne? Normalno. Že izražam se težko, jaz ne poznam tega jezika, ki ga vi razumete. Jaz kot pisateljica bi zelo rada poskusila narediti knjigo za lažje branje. To bo tako težko, kot je zdaj razložil že gospod Kuntner, ne. No, in mi smo potem majčkeno pomagali pri strošku za enih 20-30 igrač, ki ste jih potem nekam poklonili, in zdaj se prisežem, kot še 2-3 mesece bom predsednica tega kluba, lahko vplivam na to, da naredimo še eno donacijo za naslednje igrače ali pa za razvoj tega lepljivega polža. Tako da... Ina bi še nekaj, ne? Ja, jaz bi rada samo povedala, se res lepo zahvalila gospe Ifigeni in društvo in povedala, kar je zelo pomembno, teh 11 tipank, ki smo jih izdali z finančnimi sredstvi in donacijami lih pomoči gospe Ifigenije in Rotary kluba, tako da se lepo zahvaljujem. Brez vas ne bi tega bilo in seveda brez otrok in brez mojih sodelavk in brez pripornikov in vsem ostalim, ki so. To mi še boš povedala, ampak predno boš povedala, kako si šla v zapor, ne, jih prepričevati, moram dati besedo Aksini, ko je dvignila roko. Kdo je dvignil? Ja, evo. Si še z nami? Ne. Ja, se te slišimo te. Če ogovarjaš mene, Dušan? Ja, tebe nagovarjam, ti si bolj roko dvignila. Ne, jaz sem samo ploskala, zelo ploskala. V redu, no, pa... Hvala, no, hvala, res, ker sem ravno pri besedi, se zahvaljujem. Ker to dejansko niti ne vemo, koliko te stvari stane, ne? Se niti ne zavedamo in smo zelo, zelo veseli, da dobimo kakšno donacijo in bomo tudi v kolofon to napisali in se zahvalili. Ker drugače res ne gre. Naš čas lahko damo, ne zastonj, ampak svojega denarja pa vsega tudi damo, seveda, Ina že ve. Ampak je pa vseeno lepo, da dobimo kakšno podporo. Hvala. V redu, no Ina, zdaj pa povej, šla si tja v zapor oziroma poklicala in kako si jih pol Bom povedala na kratko. Ti očitno znaš ljudi prepričevati, ne? Si nevarna. Jaz sem enostavno, glede na to, da sem pač moje sodelavke so bile pripravljene sodelavci sodelovati pri tem projektu, se reka, zakaj pa ne bi upela mogoče na tako ustanovo, kot je tudi koprski zapor, ker vseeno v zaporu so priporniki, ki ne delajo, so obsojenci, ki so v penziji, ki ne hodijo v službo, torej ne delajo, ne, se mi je zdelo to, da bi bilo koristno tudi za njih ena taka dejavnost in da je tudi nekdo drugi, da niso samo psihologinje in šolske svetovalke iz zapora. Tako da jaz sem enostavno poslala mail v zapor s ponudbo pri sodelovanju tega projekta, ki se bi izvajal enkrat na teden, seveda iz moje strani prostovoljno. In moram reči, da so se takoj odzvali. Tako da smo s projektom pričeli takoj. Zdaj, skupine so bile različne, sem povedala tudi prej, no, so bili in
obsojenci in priporniki. Pri pripornikih je to delo potekalo drugače, ker je bil tudi ambient drugačen, bilo vse skupaj dosti bolj omejeno. Pri obsojencih je tudi vzdušje dosti bolj sproščeno, ker živijo kot vsi skupaj v eni stanovanjski skupnosti. Jaz moram povedati, da tako kot sem povedala v Kopru, ki sem povedala tudi tukaj, jaz se počutim v redu v zaporu, ko gremo v zapor. Meni je tam lepo. Vsi vedno kaj povemo, se nasmejemo, radi izdelujejo, radi sodelujejo. Mislim, všeč jim je ta kontakt, ki ga imajo na razpolago tudi z zunanjim svetom, ki je malo drugačen. Mi skuhajo tudi kavo, ko pridem. Tako da ne, jaz moram res pohvaliti in pedagoginje v zaporu in fante so tudi prišli na predstavitev v Koper, so povedali, kako je bilo to izdelovanje. Tako da res se pohvale. Izjemno sodelovanje ni strani šole in sodelavk in sodelavcem zapora. Super, hvala. A ima kdo na Zoomu za Ininim hrbtom, bom rekel, kako vprašanje, da vam damo malo besedo. Vse ne vem, koliko je pa ura, bomo mogli počasi. Pa še imamo čas. Ima kdo kako vprašanje? Tišina? Jaz mogoče samo pripomnim, kako Ina vedno pove, da je pozabila pištolo v zaporu, ne? Potem pa ljudje debelo gledajo, pa se pa izkaže, da je to pištola za lepljenje z vročim silikonom, tako da ni tako grozno nevarna, kot zgleda. Jaz imam eno vprašanje za gospo, ki je zdaj govorila. Kako pa, a se kaj bojite teh zapornikov mogoče, da vam ne bi kaj, tako, ko ste z njimi? A vam je bilo, ko ste že prišla, kaj neprijetno na začetku? Jaz moram povedati tako, najbolj nelagodno v zaporu mi je bil ta občutek zaprtosti, zato ker pač vsa okna imajo rešetke, vsa okna so mlečna, torej zatemnjena. In to mi je bilo najtežje, navaditi se biti 2 ure, 3 ure v zaprtem prostoru, kjer v bistvu ne vidiš zunanjega sveta, no, to mi je bilo najtežje. Ne, moram povedati, da nikoli se nisem bala pač nobenega zapora. Zame so ljudje kot vsi ostali in verjetno je razlog, ne bom rekla, da ga ni, ampak zame to ni pomembno, zame so vsi isti in ne, se nisem nikoli bala. Res, da na začetku je vedno bila psihologinja z nami na delavnici, zdaj pa že kar nekaj časa delam tudi sama z njimi, tako da ne, nikoli nisem imela tega občutka straha ali pa ne, se počutim v redu, kot da bi šla z nekom ven na kavo, no, tako. V redu, še kdo? Dušan, sem jaz. Izvoli, Brane. Res z velikim zanimanjem poslušam se tole, veliko spoštovanje vsem skupaj, od A do Ž, ki sodelujete pri tem delu. Me pa zanima nekaj konkretno. Govorili ste o priredbah v lahko branje teh v bistvu enostavnih besedil, pravljice, ne? Kako pa je za priredbami za lahko branje kompliciranih besedil? Recimo, jaz sem že pred več leti dal pobudo na socialni zbornici, da bi kodeks etičnih načel v socialnem varstvu pretvorili v lahko branje, ne? Kako je pa s temi zelo strokovnimi besedili pretvarjati v lahko branje? Ali so že tu kakšne izkušnje? Aksine, boš ti boš to najbolj... Ja, pravzaprav so izkušnje, ja, ker, kot sem že omenila, ustava je že prilagojena v lahko berljiv način, pa tudi neki drugi dokumenti, naprimer to, kar je prej omenil, priročnik o pisanju, o lahko berljivem pisanju, je tudi napisan v lahkem branju. Tako da v bistvu navodil imamo kar veliko celo v lahkem branju, ampak seveda se treba tega zdaj lotiti. In to se navadno zdaj, ker ni to sistematizirano, se lotevajo ali študente za kakšno magistrsko nalogo, ali kar tako. Tako da tukaj seveda bi morali vprašati uporabnike,
kaj potrebujejo in bi se tega morali sistematično lotiti. Veliko dela Sožitje, društvo Sožitje na tem, seveda s pomočjo RISE in ostalih organizacij, Labra, RISA, ampak ni pa to, kot smo že rekli, ni še prepoznano. Naprimer, na Švedsko so nam povedali že leta 18, da mora vsak državni uslužbenec na tečaj lahko berljivega načina pisanja in govorjenja, zato ker kot javni uslužbenec k tebi lahko nekdo pride, ki ne bo razumel latovščine. Tudi jaz priznam, da imam dostikrat težave s kakšnimi pravnimi. Ja, ne, pa nas se kaže. To se pravi, smo taki, ne, pa imamo fakultete, pa imamo vse mogoče, ampak včasih se ne znajdemo v tistem žargonu njihovem in kaj šele tisti, ki pa res niso, bom rekla, od foha, ne, lepo slovensko besedo. In tukaj bi morali v resnici malce zaropotati pa naše tiste, ki odločajo, osvestiti o tem. Koliko, Dušano, ne vem, če sem odgovorila, podatkov ravno nimam. Ja, ampak na koga bi se človek obrnil za ta etični kodeks konkretno? Mogoče Sožitje najprej ali pa kar Labra. Labra, društvo Labra. Poznam. Veliko delajo. Ja, veliko delajo. V redu. Še kakšno vprašanje? Jernej, boš še ti kaj povedal? Ja, če dovolite. Ja. Malo sem že, res sem videl, kar pada mi energija. Mogoče sem pozabil še to reči, ker sem pač seveda oče in ponosen, da je Rok z nami tudi tukaj, sicer na Zoomu, ker smo ostali doma. Rok je zdaj živi v Berlinu in dela gor doktorat in ta fantek, ta počasne, to je v bistvu Rok. No in Rok bi danes bil na predstavitvi v Ljubljani, Lina, ki je pa tudi ta punčka, ki pa najde tega Jurčka in pol tega počasneta prestal na Drnulov grič. No, Lina je bila pa z nami v Kopru na predstavitvi, tako da oba dva sta že, v bistvu, oba dva sta zdaj pofočkala to knjigo. Mogoče se mi to, da se malo... Čakaj, a sta z nami? Rok je tukaj, Lina ne, Lina ima danes izpit. Rok, kje si, da te vidimo? Rok je pa... Lep pozdrav vsem. Evo, to sem jaz. Rok, no, zdaj pa še ti pove, kako je bilo to pri verjetno te oče, kaj je vprašal, kakšne nasvete. Že prej je govoril, da ima neke vajne zapiske. Ja, jaz se spomnim, ko sem bil, jaz niti ne vem, koliko sem bil star, ko mi je oče predstavil te svoje ideje in mi je rekel, v bistvu takrat nisem vedel zakaj, ampak rekel mi je, če jih lahko jaz zapišem, in mi je on potem narekoval svoje ideje in jaz sem jih pisal. Nisem razumel zakaj, da je to njemu tudi tak drag spomin potem, zaradi tega. In tudi zato, ker je tudi temu ime Rok in tako. In to šele zdaj vidim to simboliko in koliko je tudi njemu to veliko pomenilo. In potem seveda tudi Lina na neki točki. Ja, tako da z veseljem preberem te njegove zgodbice in predvsem me veseli, da tudi da so zdaj dostopne s tem lahkim branjem tudi tistim, ki se pač ne morejo prebiti skozi ta original. No, vidim, da te tudi tako dosti pomeni. Hvala, ne bomo te več mučili. Pozdrav v Berlin. Aksinija je dala srček vsem nam, za te zadeve, tako da jaz bi zdaj tole počasi končal, če ne nobenega vprašanja. Dušan, še imam. Ja, izvoli. Najprej so priznanje tudi tebi za ta res zanimiv jubilejni našo petsko zaukavico, odlično organizirano, odlično moderirano. Vsem skupaj res priznanje. Me pa zanima za vsebino tega polžka počasneta, ali je potem našel polžico in če živita srečno, do danes še že nista umrla. Brane, jaz mislim, da najbolj, da si knjigo sposodiš. Knjigo bomo imeli v knjižnici in jo bota z Anjo prebrala. Prav, fizično prijama v knjižnico. Tako, pridi. Hvala. No, če pa jaz povem, kako je na koncu je pa pol tako, da ta dva polžka, ki se pol spoznata tam na Drnulovem griču,
in si data potem to, kar so omenili prej testni bralci, da si podata repke v pozdrav, ne. To je, recimo, zdaj, če vidite, lahko na hitro sam to pokažem, takole si podata. Aha, to so repke, ja. To sta dva polža z repki, ja. Z repki se udarita, si data petke, ne. No, ampak konča se pa tako, da v bistvu mogoče pustimo prostor za drugi del, ne. Če odgovarjam tlele gospodu Branetu, in pol recimo tako se konča. No, on je pol, Rok je po celotni polževini hitev in prehiteval domačine, svojo tukajšnjo hitrostjo je tudi pomagal drnulovskim policistom loviti prometne prekrškarje in vlomilce, v kratkem je postal velecenjen in nepogrešljiv član drnulovskega življa. In to mu je jako dopadlo. Tako mu je to dopadlo, da se je odločil, da ostane kar na Drnulovem griču, v svojem novem domu. In pol reče, nič me ne vleče nazaj v Lipeljco. Tukaj je moj dom, moj novi dom. Tam sem bil samo navadni počasne, tukaj pa sem hitri. Hitri počasne. Tako da te polžice še ni najdu v tem delu. Okay. V redu, super, evo, tako je. Zdaj za koncu je še Ina nekaj rekla, da ima eno idejo oziroma nekaj bi rada naredila. Izvoli, Ina. Ja. Jaz bi se rada zahvalila na vsem, ki so sodelovali tudi pri tej tipanki, bi lahko in pri izdelavi. Še posebej bi se rada zahvalila ravnatelju Velenja, ki je pripeljal danes otroke, da smo se lahko spoznali. En aplavz za otroke. In tudi seveda učiteljicam, ki so spremljali otroke. In seveda, ker so se tako lepo potrudili, da so nam tudi pomagali pri tem tekstu, ker brez testnih bralcev ne bi bilo nič. Verjetno bi ga polomili, tako pa šlo vse v redu. Vsi zaslužijo tudi eno nagrado, ker so prišli iz Velenja v Ljubljano na predstavitev. Tako da z veseljem smo vam pripravili eno našo novo tipanko, ki jo boste vi prvi imeli, pa še eno, ki ni tako nova, no, pa še nekaj igraš. Tako da jaz bi povabila v bistvu 1, 2, 3, 4, 5. Pa vam bomo dali. Prosim. Ja. Prosim. Ja, se bomo zmotili. Čekaj, ja, dol padlo. Ok, no, ok. Ja, no, pomem, da koncu bi še pa tudi jaz nekaj malo ene stvari. No, ok, bomo preživeli. Ina, lej, zate, tole ti poklanjamo, tole je en pregled dela v 100-letnici zveze, ko smo jo izdali. Tukaj je pa ena pesniška zbirka oziroma antologija slepih in slabovidnih, ki je tudi v 100-letnici in tudi zavzema 100 let dela slepih in slabovidnih. Najlepša hvala. In najlepša hvala na vse zadnje tudi gospodu Dušanu v knjižnici. Potem bi tudi zavodu oziroma centru bi dal tole, da so prišli z veseljem. Prosim gospoda ravnatelja. Mi da bom rekla, ni življenja brez veleja, ne? Kaj še imam? Žiga, tudi tebi. Hvala, da si prišel, da si poprosil. Jernej,
Ti pa pridi v knjižnico na kavico, ko boš, pa bom še tebi dal to, kar ti v bistvu bi ti zdaj dal, ne? Zmenjeno, pridem, prosim se, sam da to premagam, da vržem ven. No, hvala. Reda, hvala vam, da ste prišli na tole našo 50 plus kavico. Jaz upam, da se še dobimo ob petkih, ob 10, tako da bo še nekaj časa kavica trajala, ne, jaz upam, ne. Evo, pomahite zdaj vsem tukaj, vi, ko ste tukaj in vi, ki ste tam doma. Skratka, vidimo se, hvala. Vsem en lep pozdrav. Dio. Adio.